Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvežite se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. V gore zahaja od malih nog, v začetku 90. let prejšnjega stoletja pa se je pridružil ekipi markacistov v planinskem društvu Medvode. Vse do danes je eden predanih članov srčnih prostovoljcev, ki skrbijo za vzdrževanje več kot 10.000 kilometrov planinskih poti po celotnem, hribovitem in goratem območju naše dežele. Boštjan vodi številne akcije na terenu, bil je načelnik markacistov domačega planinskega društva, je markacist inštruktor in dolgoletni član Komisije za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije, kjer je trenutno član strokovnega odbora za tehnična vprašanja. Smo v epizodi 55. Hvala za tvoj čas in za tvojo pozornost. Če ste se kdaj spraševali, kako nastane planinska pot, kdo skrbi za njih, kako to dela poteka, kako je nastala belo-rdeča markacija, kaj pomeni biti markacist in še veliko drugega, potem te vabim v steno, kjer je tokratni gost strokovni, predani in še kako izkušeni markacist Boštjan Gortnar. Čakaj, za vikend si bil kje? Vikend smo imeli izobraževanje za helikopter modul A, tlele na Brnkih, pri policiji. Res? Ja. Markacist na Brniku. Tam se začne. Tam se začne. Kako pa je to izgledalo? Kaj pa je to bilo? Ja, na te delovne akcije dostikrat uporabljamo oziroma uporabljamo helikopter za prevoz moštva pa materijale nekam na določeno lokacijo. Je pa dobro, da tudi veš, kako se okrog delujočega helikopterja gibati, in to pač mora biti izobraževanje, stopanje, gibanje okrog, pa zato, da je to delo varno tudi. Piloti nočejo videti, da skačemo okrog helikopterja kot, ne vem, ovce. Kot ovce, na primer, ja. Ker to sem parkrat bil v bližini, ki sem videl kakšno nesrečo v gorah, ne? Kako je se to not pa ven, ker sicer jaz konkretno nisem bil nikoli blizu udeležen v kakšne te zadeve helikopterske, ampak si predstavljam, da morate skozi nek protokol, ne, da se malo učite in to. Ja, seveda, ne, markacistov je kar nekaj, pa vsakič, ki še nov pride, pa je treba okrog delujočega helikopterja se znati gibati, in varno vstopati, izstopati, sploh če je kakšen tak teren neraven oziroma nekje na terenu, no. Sicer nimamo tak izobraževanje kot gorski reševalci, ampak vseeno, pripeljemo se na kraj, tam, kjer želimo delati, oziroma bližino tam, kjer piloti ocenijo, da lahko varno izstopimo, nas tam ven spustijo, robo ven dajo, pa moramo tudi vedeti, kako postopati tam. Ja, čeprav si predstavljam, da večino akcij markacistov je pa še vedno peš. Ja, seveda, no, to je samo pač te akcije, ki so v visokogorju, kjer je veliko materiala, drugače pa osnovno delo markacista je pa risanje markacije, zato pa smo markacisti. Ja, in vse to vas še obdelala, ampak eno stvar sem tako razmišljal sam pri sebi, in sicer to, da ljudje, se mi zdi, kar malo dojemamo planinske poti kot nekaj, kar pač tam je, že odskoz. Malo se včasih kregamo, zakaj kaj ni čisto tako, kot bi mi tam mislili, da bi mogli biti, ne. In sploh ne pomislimo, da je te poti nekdo nekoč naredil, ne. In tudi to, da še vedno nekdo za te poti skrbi. Tudi sam sem bil tak, pač ko sem bil, jaz sem markacist zelo malo pustoval, ne, ampak ko sem mlad v hribe hodil,
nikjer nisem vedel ozadja, kako te poti nastajajo, kdo to dela, kdo to riše, kdo to vso to opremo železno noter v te poti vgrajuje, ne. Pol sem pa malo markaciste spoznal in sem videl, kako stvar poteka, ampak dostikrat srečujem na poteh ljudi, ko smo na akcijah, a ne, pridejo: "A to ste vi, a to vi tako delate?" Ja, seveda. Ja, kako pa mislite? Ja, jaz sem mislila, ali pa jaz sem mislil, da to že vseskozi te poti tukaj obstajajo, pa da kar nastajajo, ne. Res dobiš tak občutek, ja, da ljudje nekako mislijo, da se poti same vzdržujejo, pa da to kar nastane, da je to od nekdaj. Ja, tudi jaz sem, no, saj vem že lep čas, da ste markacisti, ampak in kakšno vlogo imate in kaj počnete, ne. Zdaj vem majčkeno bolj, zdaj verjamem, da bom še bolj, ampak se mi zdi, da še vedno mnogi ljudje pravzaprav ne vejo, da je v okviru Planinske zveze Slovenije organizirana tudi ena komisija za Planinske poti, ja. planinske poti, ki pač, če na grobo rečem, skrbi za vas markaciste, pa za to, da so generalno, ti me boš pa majčkeno popravil, dopolnil, poti približno, kolikor se da, po najboljši moči No, v stanju, ne. Tako, ja. Začne se na planinskem društvu, tam je pač matičen markacijski odsek. Planinsko društvo skrbi za poti na svojem območju. Društva se pa potem povezujejo v meddruštvene odbore, pa seveda oziroma območne odbore, pa seveda skupaj v Planinsko zvezo, kjer je krovna organizacija, ke skrbi za to, za šolanje, za finance delno tudi in pa, da nekako skupaj delamo, tako. Ja, in Ja, se pa seveda skrbi za to, da so poti urejene. ker tudi en tak občutek, ne, imam včasih, da se kdo kaj pritožuje. Ja, tamle je pa odneslo, pa ni popravljen, ali pa kakšen klin se maje, ali je pa kje strela vžgala, pa je jeklenica šla, ali pa v kakšnih nižjih predelih je kaj voda odnesla, ali pa drevo čez padlo in tako, ne. Tako, poškodbe se stalno dogajajo, ne, narava ne počiva, zima je še posebej nepredvidljiva, spomladi se pokažejo poškodbe v visokogorju, vsako neurje, vsak veter, vsak žled, ne vem, ke je padlo drevo zaradi kakšnih ali pa drugačnih razlogov, naredi konec koncev tudi sami pohodniki določeno pot poškodujejo, se zarašča, ne vem, karkoli. To je pač treba sanirati, v doglednem času oceniti, kaj se da narediti, kako se narediti, ustrezno pristopiti k delu pa sanirati, a ne. Če se pa ljudje pač pritožujejo, ja, obstaja, ne bom rekel pritožba, ampak mislim, da je na tem MAPZS, to se pravi na teh planinskih zemljevidih, interaktivnih, neki klik, neki gumb, povezava, kamor se vpiše poškodbe na poti, sliko in potem pač markacisti grejo pogledat zadevo, oceniti, kaj bojo naredili. Dobimo informacije s terena, kaj je treba popraviti. Markacisti tudi sami poti pregledujejo, gledajo stanje poti, a ne. Če so pa kakšne pritožbe, pa tako, a ne, vsake oči imajo svojega malarja, ne, in tako da za nekoga je premalo markacij, za nekoga je preveč markacij, za nekdo bi rad še kakšno jeklenico, še kakšen klin kje drugje, drug pravi, da je tega preveč, a ne, skratka, vsemu ustreči je pa težko. Ja, to verjamem in vem. Morava pa še povedati še eno stvar, da markacistke, markacisti ste prostovoljci, Seveda, ja. ki v svojem prostem času popravljate, obnavljate poti, ne, ker novih poti nasploh v visokogorju se ne dela več, ne. Tako, ja. Ampak skratka, včasih imam tudi občutek, da ljudje mislijo, da ste nekje v službi, ne, in pač tega ne opravljate službeno, ne. In se ne zavedajo, da ste prostovoljci, ki v svojem prostem času, svoj prosti čas namenjajo za dobro vseh nas, ne. Ja, tako, grejo to po navadi vikendi,
Če pa akcija med tednom, jaz pa to svoj dopust, ja. Se pravi, moj še dopust to. dam v službi, prosim za dopust, da grem lahko na akcijo. Tako da nekako sem računal, da v povprečju 5 dni na leto sem porabil samo za markaciste. Se pravi, odpoveš se družini, odpoveš se temu, pa greš delat. No, pa da nas vidimo, nas vse junake, ne, koliko od nas si za svoj dopust gre z vso opremo, kar bova še slišala, nekaj za dobro vseh nas delati, ne. No, mora biti ena zanimivost, ki sem jo prakticiral nekoč, mislim nekoč, ja, z družino, imel sem 3 tedne kolektivnega dopusta na začetku, pač dopusta ni bilo več, družino sem na morje odpeljal, en teden sem bil na morju, po enem tednu sem prišel domov, ruzak spakiral, šel na akcijo, na akciji bil en teden, prišel domov, zamenjal ruzak in šel nazaj k družini na morje, pa še en teden na morju bil. Tako da Ja, bravo. to je bilo, pa sem to kmalu, ko so otroci začeli počasi rasti, sem rekel, ne, tega se ne bomo šli več. Bom jaz to kakšen podaljšan vikend, kaj takega, ampak takole tiste 3 tedne z družino bom jaz z družino preživel, ne pa takole na akcijah. Ja, saj v tem je tudi, bom rekel, neka ta dodana vrednost prostovoljstva je pravzaprav neka srčnost ljudi, ki se zaveda, da je za naše skupno dobro pravzaprav treba narediti nekaj več, ne samo tisto, kar je po službeni dolžnosti, ne. In se mi zdi, Žarko Trušnovc je tudi v eni izmed naših epizod lepo rekel, da je ta prostovoljstvo pravzaprav neki imunski sistem družbe, ne, ki nas varuje pred Ja, sigurno, mislim, se strinjam potmi. Se strinjam, prvič pač, če hočeš nekaj prostovoljno delati, moraš to z veseljem delati, a ne. Ja. Moraš en veselje imeti do tega, ker potem ti ni žal tistega časa, ki ga porabiš tam noter, a ne, ali so to, potem pa ni važno, kaj delaš to, ali so planinci ali so gasilci, ke sem tam tudi, ampak vseeno. To moraš veselje imeti, z užitkom moraš hoditi na take zadeve, potem pa lahko to narediš, a ne, in ja, tako je. Tako je, ja, no, in da ne bom preveč o tem, vseeno pa to, da bodimo razumevajoči in razumimo, da ne, markacisti delajo to v svojem prostem času. Tako da če kdaj kaj ni 100%, je to tudi z razlogom, ne. Tudi če ni prišel tisti prosti čas. Še ni prišlo do tega, ja. Pa če se majčkeno zdaj pa greva k tebi, ne, kako pa si sploh prišel markacistom? Pa mogoče še prej, ne, ker prej si omenil, da če hočeš nekaj delati, moraš to delati z nekim odnosom, ljubeznijo, voljo, moraš tudi neko zadoščenje ob delu dobiti, ne, ampak karkoli že počnemo v hribih, najprej pa moramo začeti tisto ljubezen do gora dobiti, ne. Seveda, ja, ne, Kako se je to začelo pri tebi? v hribe sem rad že hodil od majhnega, ne, z očetom pa s teto pa z bratom smo kar precej hodili. Vsako leto smo imeli pač eno tako turo visokogorsko, a ne. Potem sem bil pa na faksu, s sošolcem sva hodila do faksa, sem rekel: "Čakaj, skočim tulele noter po en zemljevid, bomo nekam šli, a ne, moram nov zemljevid nabaviti, a ne." Pravi sošolec: "No, če bi bil pa pri markacistih, pa zemljevidov ne bi rabil, a ne." "A res, kaj pa to, kako je pa to? Kaj se pa to gre?" Pravi: "Ja, ti bom razložil, gremo v nedeljo na akcijo, a se priključiš?" Pa smo šli v nedeljo po Medvodah oziroma gor v Polhograjce risati markacije, pa sem videl, da je to lepo fleteno, in tako se je začelo. Se pravi, v študentskih letih, hribi so bili ljubezen zmeraj, a ne, to sem pač, brez tega nisem mogel živeti, a ne, potem je bilo pa še to pika na i zraven. Ja, In to združiš tisto prijetno, koristno, uživaš tam noter, uživaš v hribih, doživiš marsikaj, veliko več še znanje sem dobil, no, tako bom rekel, a ne, da pač
takrat ni bilo nobenih takih posebnih planinskih šol, bili so sicer kakšni, v okviru društva kaj takega, ampak, mislil sem, da veliko vem, ampak, videl sem, da ne vem veliko, a ne. Skratka, ke se začneš učiti tudi malo, kakšen vodniški tečaj in, se naučiš marsikaj od, pač to, kar planinska šola uči. Od, vremena, obnašanja pa tako naprej, vodenja, vozlanja pa tako naprej. Pa seveda markacisti tudi. Pa predstavljam si, da morajo biti te akcije tudi kljub težkemu delu in tako naprej, da ne bo pomote, ne, tudi zabavne, ne, saj to mora biti vedno, si predstavljam en krog ljudi, ke pač gre na akcijo, že ljudje, ko delamo odzunaj v naravi, ponavadi, ne, sploh če gremo sami prostovoljno v to, ne, imamo vedno, ne, že hormonsko smo nafilani in je ponavadi luštno, ne. Seveda, ja, no, družba mora biti, a ne, družna mora biti, zabavati se moraš, všeč ti mora biti ne samo del, tudi, ostali udeleženci v akciji morajo biti, nekako dobri prijatelji, fajn se morate imeti, če gre s težavo, če ti ni, pač to ne boš šel na akcijo, ne. Tako pa pač, ja, marsikaj se zgodi, pa ne glede na to, a je tista akcija, bom rekel, samo risanje markacij enodnevna ali pa, tista, visokogorska oziroma tehnične akcije, kakor pravimo, ke trajajo po več dni, ke smo več dni skupaj, ta se pač dogaja vse sorte, a ne. Zdajle mi glih ne pride, kaj na misel, ampak, ja. No, saj pa to vsi vemo, ne, po kočah Ja, ja. zvečer, sploh po turi ali pa po opravljenem delu je vedno luštno, ne. Tudi pri samem delu je kaj, takega smešnega oziroma kakšne take komične zadeve, ne vem, karkoli, no, se zgodi, a ne. Vici pokajo, no. Ja, to vici so ves čas, a ne, pa ne vem, hecanje en iz drugega pa kaj takega, a ne, tako. Prijetno mora biti, zabavno mora biti, a ne. Ja. Kljub temu pa seveda, če smo pa neko visokogorje pa delo resno, a ne, pa, tam je pa pač varnost, na splošno varnost na prvem mestu, a ne, ampak vseeno, poveseliti se pa moramo, pozabavati, a ne. Ja, seveda. Prej si omenil, ne, da si šel na akcijo to nedeljsko, ke ste markacije risali, ampak biti markacist ali pa delo markacista je še marsikaj drugega kakor samo risanje markacij, ne. Ja, seveda, to je pač osnovno, rečemo, risanje markacij, ampak markacija mora biti tudi vidna, treba kakšno vejico odrezati, oziroma kakšno drevo, ne drevo, no, pač kakšno večjo vejo odstraniti, zato da je pot čista, da očistiš pot. Treba je odvodnjavanje narediti, da pač vodo čim prej iz poti spravimo, treba je kakšne stopnice narediti, pot občistiti, ne vem, potem pa gremo v visokogorje, pa treba je klinice zamenjati, je treba nove kline, včasih treba tudi kakšno pot na novo trasirati, na novo pogledati oziroma drugje speljati ali kaj takega, če delamo kakšno, ne vem, pot prestavljamo, kar kaj takega, ne. Kar se tiče poti, to, a ne, tečaj ni toliko, enostaven, je kar treba nekaj znati, no. Ja, to absolutno, ne, ker gre za tehnična znanja, poleg tega pa v gorskem svetu, ne, se vsi, ke hodimo gor, rabimo pa še ta druga znanja, ne, od gibanja samega in pa pač prepoznavanja nevarnosti, ne, in torej zagotavljati neko varnost, ne. Tako, ja, ja, no, mi smo na akciji, oziroma če takole, mi smo zmeraj Triglav ali pa Jalovec pred, očmi, a ne, za kakšne te, visokogorske akcije. Jalovec je pač moja gora, kot PD Medvode smo tam, precej delali, a ne, ampak če si planinec, računaš od koče do koče, tolikole časa imam, a ne, v tem času bom prišel, vreme bo takrat, zdržal ali ne bo zdržal, če ne bo zdržal, ne bom šel na pot. Markacisti pa gremo zjutraj na teren in smo cel dan na terenu, pa pač tudi moramo paziti na vreme, da takrat, ke se vreme poslabša, da se ta pravi čas mi umaknemo, moramo imeti še tisti čas za umik, hkrati pa tudi, da naredimo tisto, ke smo si zadali, a ne, moramo tudi to poznati, a ne, se pravi, vreme malo pogledati, ker iz enega
grebena Triglava, ki začne enkrat nevihta tolčt, ni fletena, ne. Ja. To pa verjetno vsak ve. Električni paku, hiter. Tako je, ja. Ker sva glih pri Jalovcu, Jalovc, ne, je relativno zahtevna gora. Ja, Ne, zelo. pravzaprav so vse poti zelo zahtevne, kategorizirano. Tako, ja. Ker sva glih pri tem, ne, imamo lahke poti Lahke, zahtevne in pa zelo zahtevne. in zdajle sem razmišljal, iz Tamarja pot čez Kotov sedel pa Na Jalovc. naprej na Jalovc je 6 res zahtevna, ne? Dolga je, nobenega, dobro, bivak je na Kotovem sedlu, ampak prvič ni nobene koče vmes, ti se moraš pripraviti za tako dolgo pot, a ne, tistih, ne vem, po tabli je 6 ur do vrha, pa potem še nazaj, a ne. Ja. Se pravi, moraš imeti zadosti, v nahrbtniku zadosti hrane, pijače, pa tudi seveda same, ke se začnejo skale, je tudi zelo zahteven, a ne. Ja, je kar izpostavljen. Tako kot pa bi rekel, vsaka taka zelo zahtevna pot, a ne, ampak vseeno, ja. Majhen manj je pa tako, jeklenic, kakor pa na kakšnem Triglavu ali pa kje. Malo bolj moraš iskati te oprijeme za roke. No, pa saj, tako ker to naprej. sem hotel reči, če se gre pa proti Ozebniku, pa pol čez Čez Jalovško Škrbino Škrbino, ja. in po tej strani gor, ta pot se mi zdi je pa še težja. Tam je pa še manj jeklenic, ja, so pa tudi bolj, rečemo taka luftarska, ne. Ja, Se dobro, pravi, ta je kar- pa res luft. Ja, pa so pa v glavnem samo klini nameščeni, to se pravi prijemalni klini. In hodiš po tistih platah gor skozi proti, Ker tako bi potem, če pa pol še pomislila še ta tretja na drugo stran, na Soško. ja. Iz Soče je pa, na Kotovo sedlo pride, ampak sta potem skupaj gor. Ampak Tako. 3 poti grejo, ena gre se pravi Ja. oziroma na sam vrh prideta 2 poti, no. Ja. Kaj pa greš iz Tamarja, iz Vršiča oziroma iz Špičke, pa pač iz Koritnice gor, ampak do vrha sta 2 poti tiste, ke sta zahtevne, oziroma še ta iz Škrbine gor. In zdaj recimo, če pomislim na to pot iz Škrbine, ne, ta, ke sicer je dostopna ali iz Tamarja ali pa z Vršiča, ne, tam, ne, ke saj sva rekla, je zluftana, tam je izpostavljeno in dol so kar veliki prepadi, par 100 metrov pravzaprav je pod nogami, no. Ja, tako je. In tudi v takem terenu, ne, tisto, kar sva že prej rekla, tukaj je treba potem pa še obvladati tudi te manevre, ne, kako se Ja, privezati in zavarovati in tako, da to ne pade kam, ne. osnova je pač gibanje v gorskem svetu, a ne, moraš znati hoditi, po domače povedano, ker, ke mi hodimo, na hrbtu ne nosimo 10 kil, a ne, 15, 20, je tista, bi rekel, taka sprejemljiva teža za nekoga, ke hodi, a ne, pač vsak po svojih močeh, ampak, tovori so težki tukaj na samih poteh, a ne, že agregat. Zdaj imamo lahke, pa je 25 kil, a ne, včasih so bili pa še malo težji, 35 pa še kaj zraven so bili kar, že to težki bremeni, a ne. Potem pa še, ne vem, klini, jeklenice, to je tudi 20 kil, a ne, sama jeklenica. Skratka, tovori niso lahki, že pač tudi težišče nimaš, nekje tako kot v nahrbtniku, imaš nekje čisto drugje, bolj nazaj, bolj širok tovor, te zadeve so, seveda potem pa, ke si pa na samem delovišču, je pa varnost, ta prvo, se pravi, moraš se znati privezati, moraš vedeti, neko sidrišče narediti, da si tam na mestu stojiš, moraš paziti na okolico, markacistov je ponavadi tam 5, 6, drug na drugega moramo paziti, čelade so obvezne, a ne, se potem agregat, vrtalke ropotajo okrog sebe, ti ne slišiš več okrog sebe, če kdo nad tabo zavpije: "Pazi, kamen," a ne. Zato ponavadi pot tudi zapremo takrat, ke popravljamo, ke delamo, te visokogorske poti. Hrup je okrog tebe, skratka, moraš biti na vse pripravljen, ne, to ni tako enostaven del. V takih situacijah je malo manj vicev, ne.
Je treba videti, da se fokusiram. Se pa tudi potem malo, se pa kaj na kakšen drug način kaj pošalimo ali pa kaj takega, ne. Pa si predstavljam, ne, poleg vsega tega, kar si rekel, mora biti zraven še kakšno čisto tehnično orodje, ne, treba stvari zabiti, tako. Ko grem po robo v skladišče, moram kar precej stvari misliti, a ne. Sejšnji predsednik PZS-ja, Jože Rovan, z njim smo veliko skupaj delali, a ne, kadar so šla po robo v skladišče, zmeraj ta prvi nekako tako šel, moram zvrtati, moram zabiti, moram jeklenico potegniti, moram jeklenico pritrditi, a ne, in potem greš po tem vrstnem redu. Dobro, saj tudi spisek obstaja, ampak tako, da pogledaš, da imaš vse orodje, ne. Ene parkrat sem slikal, kaj vse kakšen avto, koliko imam naložene robe, kadar grem na akcijo, pa tako čisto majhno akcijo, ne. Agregati, vrtalke, svedri, macole, ostalo orodje za, če se kaj pokvari, ali pa za kaj takega, ne, kar vzameš s sabo, tisto imaš. Kar nimaš, ne bo. Lahko kakšna stvar kdaj doma ostane. Enkrat odpravljali smo se na akcijo na Triglav popravljati, zmenjeni smo bili, da gremo iz Lesc s helikopterjem, jaz se peljem gor, mislim, da sem nekje od Kranja naprej se spomnil, nimam macesnovih kajl za kline zabijati. To se pravi, luknjo zvrtamo, macesnove kajle, take kot palčke noter, pa klinče zabijemo, ne. In če pač tega ni, ne moreš narediti, ne moreš klina pritrditi not v steno. Kaj zdaj narediti? Jaz sem gor zmenjen z helikopterjem, ja nič, ženo sem poklical domov, k sreči sem ključe doma pustil od skladišča, prosim, pojdi v skladišče v Ljubljano, vzemi tamle kajle, pripelji jih v Lesce. Jaz pa upam, da ne bomo toliko malo leteli, ker je bil slabo vreme napovedano, oziroma ker je bil veter, so rekli, da bomo malo počakali, no, tako da me je dostavilo, ampak tisti živci so pa začeli delati, a ne, ker če ne bi teh stvari imel, pač ne vem, kako bi se znašel gor, a ne. Takrat je pa, mislim, taka malenkost, a ne, kot navadne macesnove kajle, tam gor jih nikjer ne, vsred Triglava jih nikjer ne bi mogel dobiti, a ne. Če greš nekam k eni koči, morebiti še pomisliš malo, morebiti pa imajo kakšno skodlo še za hišo, pa kaj razkosamo, a ne, pa kaj dobim, tamle gor pa ne bi mogel nič, a ne. Ja, zanimivo. Če si čisto zdajle, da si predstavljam, se pravi, ke je klin, ne, za katerega se primemo ali pa stopimo na njega, ke je luknja zvrtana, potem te kajle lesene se noter dajo, ne? Tako je, ja. Kako to približno izgleda? Luknja je, če čisto tako dimenzijsko povem, luknja je 24 milimetrov, klini so, mislim, da 22, to se pravi, te macesnove kajle, to so 20 centimetrov, dobrih 20 centimetrov dolge palčke, nekako tako kot te palčke za ražnjiče, a ne. Ampak macesen, 2-3 daš noter, potem pa zabiješ klin tako namestiš okrog klina, zabiješ klin noter, pa ga ne zruvaš več. Tudi stare kline smo probali zruvati, tudi tiste včasih kar težko, a ne. Ke se enkrat ta macesen vode napije, raztegne, in če je skala dobra, bo klin zelo težko šel ven, a ne. Koliko globoko pa so te klini noter? Tako se mi zdi, se to dostikrat sprašujemo. Ja, kar ene 20-30 centimetrov, kar. Pa včasih se kakšen kje malo maje. Ja. In pol smo malo prestrašeni, zdaj tole bom pa prijel, se vzpulil. Je treba malo paziti, ja, skala poč, a ne, voda pride noter, krhka skala, ni povsod taka idealna skala za vrtati, a ne. Včasih je treba kar iskati, primeren prostor, kamor lahko zavrtaš, za klin, ali bo to premalen ali vrn, karkoli, a ne. Iščeš skalo, ni, teren je vse sorte, a ne. In pač z leti se lahko tudi zmaje, lahko kako razpoka, pa se tisti klin začne majati, a ne, in včasih tudi ven pade, ja. Konec koncev tudi pač strele, sneg, poškodujejo, a ne.
Šempazajoč kamen, ne, tako, ne. Tistega, ja, tudi lahko, ne. Lahko, ne vem, sem že slišal zgodbe, ne, na Triglavu klin zavrtan v eno veliko skalo, naslednje leto so prišli, je samo še klin bil, skale ni bilo več, ne, pač strela razbila skalo. Ja, saj se gor na Triglavu se vidi včasih, ke Triglav je specifika, prvič zaradi ljudi, ker jih je ogromno gor, a ne, Ke sem bil prvič na Triglavu, je bilo samo par jeklenic, zdaj pohmalo, tako da boš na krederci se prijel za jeklenico pa do vrha šel, a ne. Skratka, skozi več jeklenic moramo nameščati, ljudi skozi več, skala je grozna, kako popravljati ne veš, ker že ljudi se komaj srečujejo tam na poti, a ne. Potem pa, da smo še mi tam, a ne, recimo enega avgusta, sredi sezone, da se postavi, zdaj bom pa jaz tukaj pol ure delal, a ne, noben ne bo mogel iti mimo. A si predstavljaš, kaj bi bilo to, a ne. Pa seveda, specifika je pa zaradi tega, ker je greben, strela vleče, mislim, ta železa strela vleče nase, a ne, in je treba praktično vsako leto iti gor pa nekaj popraviti. Ljudje so pa tudi taki, ne, hodijo gor, ta pravi gorniki hodijo pa tudi taki, ke so bili prvič v skalah in se bojijo za vsako, če ni zapreti, je že Ja, pa narobe. se mi zdi, da opažam ta miselnost, da je to ferata, ne, kjer je od začetka do vrha in pol nazaj se boš s samovarovalnim kompletom pač celo pot zavaroval, da je tega tudi kar veliko. Ja, ni to ferata, no, to je pač, se izogibamo teh Saj to. terminov, a ne. To je pač zavarovana, planinska pot, pot z varovali, kamor se lahko pripeneš, malo za pomagati te jeklenice, da se pomagaš malo, kakšen tak, če ni kakšnih oprimkov, da se tega primaš, to je to, a ne, in ja, je pa to, da pač veliko več jeklenice, kakor je bilo pa včasih, a ne. Ja. Ena stvar, ke se tudi dostikrat sprašujem, je, pa nisem domač, kako so lahko jeklenice tam, ke so, ne, res tako napete. Kako to dosežete, da se praktično ne upogiba? Tirfor po domače, oziroma saj mislim, da je to ta pravi izraz, to se pravi napenjalec za jeklenico, jeklenico privijemo v klin, na drugi strani, z napenjalcem napnemo pa nazaj zavijemo oziroma nazaj, spet te kleme, skobe gor, ja, te kleme, gor, da je potem ostane napet, a ne, ampak, ja, tak sistem imamo, tako so ga, bom rekel, ta stari markacisti pogruntali oziroma naštudirali takrat, tega se še danes držimo, malo izpopolnjujemo, ampak ja, tak sistem imamo pri nas. A verjetno za jeklenico, po domače zajlo, ne. Ja. Se na koncu recimo, ke je neki odstavek se konča, pa potem recimo je lažji teren, pa se pol spet nadaljuje, se jo tam verjetno samo odžaga, ko je enkrat napeta, se odžaga. Ja. Jeklenice so koluti po 30 metrov, to je glih tisto, bom rekel, tistih 20, dobrih 20 kil, ke lahko še daš, mislim, še nekako nesaš, a ne. Potem pa, kakor jo porabiš, ostalo odrežeš, če je konec še uporaben, morebiti nekam drugam še porabiš, če ni uporaben več, na hrbet pa nazaj dol nesti, a ne. Če je premalo, ne podaljšaš, tam zaključiš pa začneš novo, skratka, tako gre. Jeklenico za jeklenico pa pridemo na vrh Triglava. Tako, ja. Prej si omenil, besedo skoba in, eto, še moram spet priznati, ne, do včeraj zares nisem poznal te besede. Kaj je pravzaprav to? Jaz tudi bolj tako skobe zelo malo uporabljam, no, ampak, mi v glavnem imamo, kline, jeklenice pa te,
kleme, rečemo, a ne. Ja. Pa mislim, da so te kleme, da so potem skobe, katere, prpnemo, jeklenico nazaj, no. Prejle sem, To. mislim, nekaj drugače govorila, ja, ampak Kako pa se reče temu, kar recimo primemo, ki počasi izdeluje kakšna lojtrica, pa ne tista, ki je dejansko kot lojtra, ampak ko je vsak segment na dveh koncih, ne, pritrjen ja, v skalo. zdaj imam tudi jaz že malo, Ke izgleda tako, ke je ena ja, klamfa. ja, tako, ja, zdaj sem pa že jaz malo s temi, izrazi, ja, klini ali sem pa že jaz malo, skobe, ja, skobe, spone, kleme, vse to zdajle že malo Ja, saj pomešano, zelo je ja. pol Skobe, tudi- ja, se pravi te stopni klini, ja, tako, ja. Tam, ke gor stopamo, ja. Kaj pa kakšni te odseki, kjer so pa dejansko kakšne lojtre? Si zaradi tega pri nas, Ne, ko, a sploh je kaj pri nas? da pač da pač kline tako naštimamo, da nekako plezaš po klinih. Jaz se spomnim samo, kar smo delali, to se pravi na Listci, plezalno pot, ker so dol v Sevnici hoteli nekaj, do Triglava je daleč, hoteli so nekaj dol imeti in smo pač eno tako gladko, skalo dobili, da smo dobesedno hodiš po teh skobah, držiš se za zajlo, in priplezaš tistih 20-30 metrov gor, a ne. Sem pa kje se dobi, kakšna taka vertikala, drugače pa, pri nas so poti, vsaj v visokogorju, to so, rekel, stari, trentarski, gorenjski vodniki delali poti, a ne, in so iskali prehode. Tako da teh, takih, bi rekel, poti praktično ni pri nas, da bi neko eno steno šel, gladko pa potem naštimal to gor, da bi prišel gor, a ne. Nekako so zmeraj naravni prehodi, tako da je bila pot čim bolj enostavna, tako, Ja, da ni bilo v treba veliko kontekstu. teh pomagal Ja. zraven, a ne. In skoraj nekje ne pride v poštev, da bi nekaj takega imel. Ja, morebiti kakšna skala za preskočiti, ene par teh, stopnih klinov damo noter, a ne. Da bi pa tako eno steno gladko skalo, da bi samo to uporabljal, tega pa skoraj ni, razen če ni to zanalašč narejeno, da se, ljudje malo, učijo, a ne, tako kot smo Ja, dol ja. delali to pot na Listco. Na Listco lahko prideš po travniku gor, a ne, ampak odspodaj so ene skale, hoteli so imeti, želeli so imeti, pač neko plezalno steno, da bi se malo šolali, izobraževali, videli, kako je to, da pač, da imajo to malo bližje, ker iz Sevnice do Triglava je kar malo daleč, a ne. Imeli so Ja. prostor, so prosili, če lahko to naredimo, in smo pač kar zanimivo naredili, no. Se pravi, 3-4 odseke mislim, da so, ke preplezaš skalo ali pa greš naokrog skale po gozdu, a ne, in pa prideš na vrh do te, koče na Listci, a ne, in, tam začneš nekako na lahko, potem pa skozi to težavno skozi bolj stopnjuješ, na koncu je pa res že tako, že kar malo previsen en del, a ne, tako da tisto ta zadnjo skalo mislim, da ne prepleza vsak, ampak imajo to kot neki učni poligon, kot neko popestritev dol, a ne. Pa Super. tudi kot planinska pot tretirana, ne. Ker drugače, generalno, te, bom rekel, novodobne, ne, zavarovane plezalne poti pa niso pod vašim okriljem. Ne, Tako to so pa imenovane ferate. ferate, ja, to pa pač, na začetku smo še nekako mislili, da bi to mi delali, ampak, imamo mi s tem, rekel, s planinskimi potmi sami dosti dela, tako da tiste turistične ferate, to je, so tudi na drug sistem narejene, oziroma turistične, ja, saj, te, ferate, kakor se danes sliši, a ne, pač lahko so tudi naše orodje, naša oprema, naše znanje, naši markacisti ali pa oni sami, mislim, tudi pač kdor to opremlja, dela, ampak, planinska društva oziroma, komisija nima s temi feratami nič. Zanimivo, ja. Prej, ko sva Triglav omenjala, sem se spomnil,
Kako pa recimo, ne, sploh Triglav je tak, pa mogoče še kakšne druge zelo popularne, zelo obiskane poti, ker pa skala rata povsem gladka. To gladka, že skoraj kot en marmor. Mislim, da je samo Triglav tak, ne vem, razen, no ja, okej. morebiti je kakšna taka zadeva, ne. Ja, če hodiš po Triglavu, ne, vidiš tiste kolone gor dol, iz dneva v dan, drugače ne more biti, a ne, kot da se ta skala zliže, a ne. Ne vem, ne. A se kdaj pogovarjate, se to kaj pohrapali, ali bi se temu reklo? Skala je trda. Tudi, hitro se jo bi uničili, ne? Ne moreš to razbiti, ne vem, kako bi tolkel, rekel po domače, s štemarco tolčeš, da jo razbiješ, ampak to je mukotrpno, dolgotrajno, ne vem, že, ne vem, za primerjavo. Enkrat smo, mislim, da je iz Lepene na gor proti Krnskem jezeru, sredi poti bila pač ena skala, ke sva se takrat z načelnikom Mlakarjem rekla, da je pač to skalo je treba odstraniti iz poti, ker taka ogromna skala je bila, ne. V okviru enega tečaja sva prinesla orodje gor, bomo to skalo stolkli, razbila, ne. Ja, kar matrali smo se 3 ure, da smo jo toliko poklestili, da je bilo gibanje okrog malo lažje, a ne. Celo pa nismo mogli razbiti, to se pravi, košček po košček si stran tolkel. Skale nekatere so res, mislim, res trde in zdaj si predstavljaj, da bi to cel Triglav mogel razbiti nekako te gladke skale ali pa ne vem, vsaj en tak nastavek imeti gor, mislim, ni možno, ne vem, kako se bo to nekoč uredilo, če se bo lahko. Ja, enostavno zahteva od vseh obiskovalcev pač toliko več previdnosti in se moramo pač sprijazniti, da je to cena te množičnosti. To je pač Triglav gora simbol, a ne. Ja. Nisi Slovenec, če nisi bil vsaj enkrat na Triglavu, a ne. Gor gre staro, mlado, sposobni, nesposobni, dobesedno. Ker takrat, ko si enkrat na poti, ko gledaš, kakšni ljudje mimo tebe hodijo, a ne, se malo vprašaš, a je to res potrebno, a ne. Ja. Tak, ne vem, saj ne bi nikogar hodil, pač vsak je, rekel, začestita, kdor je osvojil Triglav, ne, ampak je pa treba malo poskrbeti, a ne, za sebe primerno, se pravi, da izbiraš tak cilj, a ne. Ker, ne vem, sem bil na akciji na Triglavu, pač takrat nisi na mestu, a ne, včasih, a ne. Greš nekam, narediš, greš nazaj nekaj iskat, še kajle gremo popraviti in ne vem, greš 10-krat po grebenu gor pa dol, recimo iz Malega Triglava, ke je na sredino, a ne, pa sem v tistih 10-krat enega človeka, enega planinca, ne vem kolikokrat prehitel, a ne. Ke sem jaz štartal nekje, letel gor z enim orodjem, nazaj šel nekaj drugega iskat, pa potem, a ne, vidiš, kakšni ljudje se gibajo tam dol, pa da ne rečem, če pogledaš v noge, kaj vse imajo obuto, a ne, kako hodijo, zanimivo, a ne. Ja, ta samokritičnost je mnogokrat vprašljiva. Manjka nam, ja. Pa še v zadnjih letih je Triglav pa še toliko dodatno obiskovan, pa ne samo zaradi folklore Slovencev, če se zdaj tako malo rečem, ne, pa ni samo to, saj vem, ampak tudi zaradi vseh tujcev, turistov, ne. Ja, je kar, jaz ne poznam, ampak veliko je tujcev, ja, no. Čeprav pred leti sem nekje pod Triglavom delal, mislim, da je bilo tisti junij, julij so bolj tujci hodili, avgusta, septembra pa slovenski Triglav, a ne. Saj je tako nekako, A ne, nekako julija Slovencev skoraj, mislim, skoraj, je bilo veliko manj kakor pa tujcev, a ne, pol potem pa avgusta, septembra pa je pa kar slovenska, ne. Tako, če hočem kakšno akcijo v
v tistem času imeti, pokličem v kočo, joj, pa zdajle kličete, pa jaz imam polno kočo, kam naj vas dam, a ne. Jaz sem rekel, mi zdajle tudi delamo, mi ne moramo pozimi delati, ker sneg gor, a ne. Tako da ja, mi moramo tudi to izkoristiti, vreme pa to, a ne. Pa tudi ne verjetno si predstavljam, da tudi ni najlažje pa vikend rezervirati že pol leta vnaprej, ne? Mi smo odvisen, pač okvirno si naštimaš, kdaj boš delal akcijo, ne, ampak potem, ko pride tisti dan, je pač vreme tisto. Ja. Prvič, če gremo tako nekaj, treba helikopter rezervirati, a ne, to je pač tudi treba en teden, 14 dni prej, točen termin se zmeniti, a ne. Če ne bo vremena, potem tega ne bo, a ne, akcija odpade, tako da ja, tudi mi iščemo lepo vreme. Absolutno, ne, tako kot vsi, ki v hribe hodimo. Zdajle sem si majčkeno predstavljal, da mora biti to kar tako vznemirljivo, razburljivo, tako, ali pa po domače fajn delo, ne. Sploh na nekih teh odsekih, ke se jeklenice pa kline namešča. In pol sem pomislil vmes, tam nekje recimo, ke so glih Triglavani, če človek gre čez prag gor, ali pa, no, čez prag niti ne, recimo po Tominškovi, ke si pa v gozdu, pa je treba pot obnoviti, pa se kakšne lesene debla, ke so pač nekako pot določila, pa da se ni vse skupaj splazilo, pa to nameščati, pa razkopavati pol tisti grušč, pa take stvari. Zdi se pa res garaški del. Jaz bi rekel, da tako, da je noben del na teh planinskih poteh ni tak enostaven, no, tudi pač ne enostaven. Tudi risanje markacij je nekako, ker tisto osnoven del, a ne, je, potem se pa seveda pač jeklenica ima svojo težo, zdaj pa en deblo, en hlod nekam naštimati, to se pravi, delamo bočne zaščite, odvodnjavanje, stopnice, te pa postaviš en par metrov dolg hlod nekam, je treba tudi gor prinesti, a ne, saj spet malo helikopter prinese, ampak spusti na eno točko, pa treba potem še zmeraj to raznositi gor dol, delo z motorno žago, zabijanje, skratka, ja, znati pa fizično biti dosti pripravljen, a ne. Da lahko vse to prestavljaš, nosiš, da lahko tisto akcijo spelješ. Ampak te pa markacisti pravzaprav čez, ne. Prej si že omenil, različna planinska društva imajo določene planinske poti pod svojim okriljem, kjer ste pač potem, če rečem, markacisti zadolženi za ta del. Ampak generalno, če celo Slovenijo pogledava, ne, saj visokogorje je samo del, ne, saj veliko je tudi v sredogorju, nenazadnje tudi po bolj, ne vem, južni Sloveniji, vzhodni Sloveniji, ne. Planinske poti so pravzaprav, ne, saj jih imamo 10 000 kilometrov plus, ne. Tako, ja. Po celi Sloveniji. Ja, saj zdajle sva se kar precej dotikala teh zahtevnih pa zelo zahtevnih potekov, mislim, da je po eni statistiki, da jih je to samo par procentov, tam 10 zahtevnih pa 5 zelo zahtevnih, a ne. Vse ostalo so pa pač lahke poti, kjer jih je treba tudi vzdrževati. Risati markacije, delati odvodnjavanje, pot vzdrževati, stopnice, skratka, dela je ogromno. Dobil sem podatek, da je v letu 2025 registriranih markacistov 941. Zdaj, če bi to naredila osnovno matematiko, ne, na 10 000 kilometrov poti, pride velik del na enega markacista. Ja, kar rečemo, je to 100 kilometrov, a ne. Ja. Na enega markacista smo prav 900, ne. Recimo 1010. 10 dobrih, tako, ja, pardon, ja, dobrih 10 kilometrov, ja. Ampak to je, ne vem, Ljubljana, Škofljica, Ljubljana. Ja. Kaj jaz vem, kje, do Medvod je koliko?
15 km. No, rečemo, okej, se ja. pravi, recimo, Ja, kaj no, za enega markacista, ja, tako naprimer. Zato je veliko, ne? Ja, pa še to, a ne, ena društva imajo ogromno poti, pa malo markacistov, so društva, ki imajo kar dober markacijski kader, poti nimajo toliko, a ne. So društva, ker se spopadajo, ker imajo malo markacistov, a ne, kljub temu, da je številka se sliši lepa, ne, lepa, 940 markacistov, a ne, ker mislim, da tolikih nas še ni bilo. To je bil podatek letos na zboru markacistov podan, da je to največ do zdaj, a ne, ampak vseeno, dela za nobenega ne zmanjka. No, to absolutno si predstavljam. Koliko je pa povprečna starost markacistov? Ker tako je tudi en tak stereotip ali pa občutek, ne, da to so v glavnem, da prav veliko, ajde bom po gostilniško rekel, mularije pa tam ni. Ko sem jaz začel, je bilo mladine kar nekaj. Takrat je bilo seveda, pač spet začeli smo kot markacisti risati markacije, ampak takrat je bilo glih tisto obdobje, to se pravi 80., 90. leta, ker je bilo ogromno teh zelo zahtevnih poti za obnoviti, a ne, in takrat je bilo mladega kadra veliko, a ne, ampak ko pa se prideš na tečaj, je pa kar precej takih, rekel, starejših, no, ja, mladih zelo malo, a ne. Pa še tako bom rekel, no, včasih je bilo to še bolj izrazito, zdaj smo pa nekako tečaje malo prilagodili, so pa tudi mladi, precej kar podmladka oziroma tako mlajši pridejo na tečaje, ne. Včasih je bilo pa tam povprečna starost 50, 60 let kar, a ne. Z Igorjem Mlakarjem so bila enkrat na enem izobraževanju v Avstriji, tam so imeli pač na začetku tisto predstavitev, a ne, šla sva gor kot planinska zveza, a ne, zdaj pa pol so pa tam po tleh naštimali eno vrv, ta vrv predstavlja število poti od nič do tamle naprej, a ne, zdaj pa povejte, se postavite na pot, na to vrv, kje ste približani, a ne, z vašim društvom, a ne, in midva z Igorjem sva se precej na konec postavila, 10 000 kilometrov poti imamo, a ne, vsi ostali so bili nekako tam bolj na začetku, ker je bilo Avstrijcev, Nemcev, a ne, ki so pač kot društvo bili, a ne, potem je bilo pa naslednja stvar, zdaj pa to predstavlja leta, ne, 0-100, zdaj se pa postavite tam, kjer približno stari ste, no, midva sva bila takrat še, to je bilo 20-15 let nazaj, a ne, še malo mlajša in so bila tam kar se pravi okrog 40 let, so bila kar pri tem mlajših, vsi ostali so bili tam 60, 70, kar take leta. Pa je pri nas podobno, ne. S tem, da zdaj nekako na teh tečajih se opaža, da je kar nekaj mlajših markacistov, da se stvar nekako pomlajuje. Koliko imate pa punc? Punc? Po številu ne vem, ampak jih je nekaj. Približno tako. Na vsakem tečaju jih je tam 5 do 10 zna priti, to se pravi od 25, mislim, da je nekako 25-30, da je zgornja meja za tečaj. Kar, je kar nekaj, ja. Pa so glih tako pridne, seveda, ne? Seveda, tle ni razlika, dobro, morebiti kakšno kilo manj naložimo, a ne, ampak drugače pa so pa bolj fine za risati markacije, bolj natančne, tako rekel, a ne, kakšne punce, ne, sploh. Super. Pravzaprav je delanje poti že od konca 19. stoletja, ne, ko so se pač začeli planinci organizirati in od ustanovitve SPD-ja naprej, pravzaprav ena glavnih stvari, ki jih je takratno društvo izpostavilo kot neko prioriteto, ne, se pravi izgradnjo slovenskih poti, takrat je bilo to še veliko v nekem smislu tega narodnega boja z Nemci, ne, ki so imeli svoje društvo in delali svoje poti. In kasneje, po drugi svetovni vojni, je pač s tem razširjenjem planinstva kot oblike neke rekreacije ali pa prostočasne aktivnosti postalo to tudi pomemben del. Danes sva prej omenila, da mogoče
se novih poti toliko ne dela več, sploh v visokogorju se jih sploh ne, se jih bolj vzdržuje. Ampak če greva mogoče vseeno pa malo vse tista začetna leta, no, saj grobo, ne. Planinske poti so bile ena pomembnejših stvari takrat mladega slovenskega planinskega društva. Ja, kolikor poznam zgodovino, kolikor sem se naučil ali pa kolikor sem se zanimal, a ne, pač vsi so hoteli imeti svojo kočo, pa do svoje koče svoje poti, ne. Tule je bilo včasih kar malo tekmovanje. Začel je pa s tem označevanjem Alojz Knafelc, a ne. Se pravi, zato je tudi Knafelčeva markacija, mislim, da je bilo par let nazaj, da je bilo 100 let od te markacije. Ja, 1922. Tako je, Mislim, da si nekaj takega. enkrat Takrat je, začel. je prišel pač tisti prvi učbenik, pravilnik o enotnem označevanju planinskih poti. On je določil to barvo, belo piko, rdečo obrobo, rdeče smerne table, ker je pač to najbolj vidno v teh skalah. In od takrat naprej je ta Knafelčeva markacija poznana tule v Sloveniji. Uporabljajo tudi v bivših republikah, to se pravi Hrvaška, mislim, da je Črna gora tudi vzela, Makedonijo smo prinesli, Kosovo tudi, da jo kar poznajo se pravi države bivše Jugoslavije, a ne, je kar poznana tukaj, je pa edinstvena taka, ne. Ja, unikum tudi, ke v tujini hodim recimo po alpskem prostoru, nikjer. Ne, Povsod je drugače. vsak ima država ima svoj svoje. sistem, ja. Nas je res zanimiv, lep, estetski. Še to, a ne, rekel, ke smo začeli toliko bolj s temi tečaji, jaz se spomnim, ke sem kot mlad hodil v hribe, ne, so bile markacije vse sorte oblik, ne oblik, no, bili so zmeraj okrogli, ampak velikosti, a ne. Zdaj, ke smo pa nekako s temi tečaji, ke je toliko markacistov izšolanih, a ne, so pa tudi markacije, če pogledaš, kar enake velikosti, enako lepe, so enotne tako da kamorkoli prideš, da ta markacija res pade v oči, a ne. Včasih zdajle sem se spomnil, da pa saj ne bi se rad skozi na ta Triglav vračal, ne, ker imamo v Sloveniji toliko lepih drugih hribov. Ampak slučajno tule se mi zdi, da je na začetku recimo, če se gre iz Kredarice na Mali Triglav, je ena malo večja. Pa se mi zdi tudi, da je na Češko kočo gor za Grintovec tudi taka, pa mora biti še kje, ampak to je pač posebna. Predstavljaj si Melišče. Ke greš čez Melišče, prečiti Melišče, kam moram iti gor, levo, naprej. Na Melišču ne morem nikamor markacijo narisati, a ne. Ja. Zdaj pa, če pogledam naprej, pa tam nekje vidim malo večjo markacijo, tistale smer bo ta prava, zato pa tudi kakšna, včasih kje kakšna večja markacija, a ne. Ja, ampak če je pa bolj daleč, po megli ni vidno, a ne. Ja, zaradi tega pride do kakšne večje markacije, a ne. Pa tudi sicer so določena pravila, a ne, saj to je samo na grobo. Tudi, spet nisem vedel, ne, da praviloma so na desni strani. Ja, seveda obstajajo pravila, ne. Markacija praviloma na desni strani v višini oči, velikost od 8 do 10 centimetrov, to se pravi razmerje 1:1. Za vsakemu odcepom mora biti ta prva markacija, da veš, na kateri odcep, katere razpotje, na kam zaviti. Takoj na 10-15 metrov druga markacija, riše se na zdrava, mislim tako, drevesa, ke bojo še ke bojo še nekaj časa rasla, ne na kakšno suho drevo, suho vejo, ne na sakralne objekte, ne na prometne znake, če boš kam drugam postavil, nekje moraš imeti, ne vem, dovoljenje tistega lastnika, rekel, če bi nekje na škarpo postavil, a ne, na skale lahko rišeš, a ne, skratka, če boš na prometen znak naredil, se lahko že zgodi, da bojo odstranili, a ne, treba paziti, a ne, so pravila, a ne, velikost, a ne, pa to se moraš tudi zazirati, da narišeš tako markacijo. No, saj zdajle sem spet pomislil, enkrat sem pa nedavno
par let nazaj bil v Šlajmarjevem domu v Vratih, smo imeli tam neki dogodek in sem nekje okoli bajte hodil in je bil tam en kup skalovja odzad, tazga razbitega, za kočo in je bil čisto porisan od markacije. Ja, Šlajmarjev dom je primerna lokacija oziroma taka lepa lokacija za markacijski tečaj, a ne. Včasih smo, ko je bil pa tečaj malo bolj natrpan, smo narisali par markacij nekam na brzino, potem smo pa s tečajniki hitro šli na teren in je mogel že znati risati markacijo, ne, na terenu, na drevesa. To je bilo kar tako na hitrico učenje, no. Danes pa, ki je pač drugačen tečaj, zato se lahko še vrneva nazaj, ne, kako ti tečaji potekajo, ampak začnemo risati markacije na karton, na les, na kamen, na skalo, na različne podlage, tako da dobiš občutek, kako narisati markacijo, potem ko pa nekako obvladajo, potem pa začnejo risati ta prave markacije, ne. Zato so pa tudi okrog takole, okrog tam, ko imamo tečaje, kakšne skale, saj če bi šel obračati, morebiti še kakšno več najdeva, ne. Pa tudi še kje drugje, ne. Ja, ponavadi s sabo prinesemo, ne vem, jaz sem že, ne vem, doma imam ene stare strešnike, predstavlja kot neki beton, zmeraj tiste s sabo vzamem, kakšne skale poiščem, se pravi te odžagane deblje oziroma grem h kakšnemu na žago poiskat te, kaj se reče, krajce oziroma te krajenke, da potem rišejo markacije gor, a ne. Pa ne samo take lepe, a ne, pač markacije ni zmeraj na kakšni buki, ki je gladka, tudi treba na kakšno, sem rekel, bor narisati, hrast, ki je lubje zelo grob. ta grob, ja, oziroma tiste brazde so noter, pač na vse to moraš probati nekako narisati, a ne, pa še zmeraj v tisti velikosti, a ne, tej naši. Ja. Ena zanimivost tudi, Ja. v Makedonijo sva šla z Igorjem enkrat, z Igorjem sva precej skupaj delala, no, kot takrat je bil on načelnik teh komisije za planinske poti, jaz sem bil vodja tehnične skupine, pa sva precej skupaj doživela, pa marsikje bila, ne. No, in sva šla v Makedonijo šolat inštruktorje, markaciste, pač njihov sistem je tak, prvo ta pasasta markacija, vmes ta knafelčeva markacija, ne. Ta prvo se niso mogli zmeniti, kakšno markacijo narisati, sem rekel: "A ste poslušali pravilnik, kakšen imate? Na začetku je taka, potem pa rišemo knafelčevo, a ne." "Ja, v redu, prav." Pa začne en risati na skalo markacijo, tako veliko, sem rekel: "No, zdaj, ko imaš manjšo, se pa tudi da narisati." "Ja, pa kako pa to ni," sem rekel, "no, daj bom pa naslednjo jaz narisal." Samo en čopič narisam tisto markacijo, vidi, Slovenca, kako to radi. In so se hitro naučili majhno markacijo risati, a ne, to se pravi, ni težko, a ne, narisati, a ne, samo prav moraš pravi čopič, pravo tehniko, pa to se na tečaju naučiš. Se pa vedno riše s čopičem, ni da bi Ne. z neko šablono pa sprejem pa to, Smo probali, ampak to ni, so prišli kakšni inovatorji, pa bi takole naredili pa posprejeli, ne, še zmeraj je najbolj čopič, primerno velik, narisati krogec, bel pa z rdečo okrog, to je tehnika, ki je veljavna do zdaj še, no. Obstajajo nalepke za na kakšne, rekel, v mestu na kakšne tam, da se lahko tudi nalepko na kakšen kandelaber postavi, kaj takega. To bolj izjemoma si predstavljam. Ja, poti so bolj malokrat po kakšnih takih, da imaš to, mislim, da je tamle gor po Dravi, da je tam precej, ke je pač to knežinsko, poti potekajo bolj po cestah, a ne, oziroma ob cestah, pa tam imaš več možnosti, drugače pa na drevo se pa to ne bo prijelo. Je pa od tale knafelc, ne, tudi takrat začel s temi rdečimi tablami, ki jih sicer zdaj ni več toliko, ne, pa mogoče se motim, zdaj so pač te ta nove, ne, na drgovih a so plastične? Aluminijaste, ja. V bistvu aluminijaste, ja, kjer pa so vsi osnovni podatki gor, ampak se pa še vidi tudi lesene, kjer so bili napisi. Ja, s pravilnikom oziroma zakonom smo predpisali, kakšna mora biti tabla, velikost, oblika črke,
vse to je bilo že nekako čas predpisano, ne. Zdaj, tabla kar nekaj stane, a ne, zdaj, pa ni samo ena tabla na poti, a ne, če si predstavljaš štartaš pa do nekam greš, poti so razvejane, so razpotja vmes, teh tabel na eni poti kar pride samo za eno pot, za uro, 2 ure hoje, lahko 5 tabel pride, ne, in to kar, kar velik finančni zalogaj za društvo, a ne, če ima več teh poti, in zdaj to počasi nadomeščamo s temi novimi smernimi tablami, ki so aluminijaste, teh pravih oblik, pravi napisi gor, rdeča barva, a ne, tako da je skozi manj tistih, ki so jih društva sama delala, ki so bile nekje take, drugje drugačne, skratka, zdaj se nekako gremo k temu, da bomo vse table, po Sloveniji imeli enake, a ne. Predpisana je oblika, velikost, napis, tako da, Ampak niso pa samo markacije, ne, včasih so tudi, namesto markacije recimo kot neki smerniki, črta smerna ali pa, puščica, ja. ali pa tak pravi kot, Ja. kaj drugega. Ja, osnovna je markacija, a ne. Ja. Zraven markacije lahko številka, ki označuje, oziroma ta znak, da označuje sploh to slovensko planinsko pot, enka desno spodaj. Potem pa, če ne moreš drugače, pa narediš kakšno smerno puščico, da pohodnika pravilno usmeriš, a ne. Da se, da ne zaide, no, tako. Sploh pa kje v visokogorju, a ne, ke gremo, ke ni veliko dreves, ke je treba bolj slediti, ke je večja možnost kakšne megle, takrat pa po skalah delamo te, črte, ke nakazujejo, kje moraš hoditi, a ne, kje pot gre, da ni čisto vsepovsod markacija, ne. Ja. Včasih tudi opazim, da je kakšna markacija, ne, tako kot si prej rekel, na meliščih ne moreš imeti pravzaprav skoraj nič, ne, razen če bi drug postavil, ampak tudi to se pol podre in tako, ne. Ja. Pa zima naredi svoje. Pa tako. Seveda, ja. Ampak včasih je vseeno, vidim, da ste kje na kakšnem večji kamen, manjšo skalo, pa se pol tak včasih kam premakne. In je včasih tako na takem terenu mora biti planinec, pohodnik tam tudi previden, pa majčkeno kritičen, ne. Da zna oceniti, a je to zdaj bilo res tam v osnovi, ali si to že malo premaknil, pa če je slaba vidljivost, da kam ne odlutaš. Jaz ne bi markacijo risal na tako skalo, ke jo lahko nekdo premakne, no, ne. Če jo pač narava premakne, če je res tako, ampak tudi to ne poznam, no, ampak skratka, pri markiranju moraš biti res, pozoren, kam postavljaš markacijo, da planinca res usmerjaš, na stezo, sploh v visokogorju, ker tam lahko 1 meter pomeni že, oziroma če zaideš, lahko že veliko nevarnost pomeni, a ne. Imamo tudi na tečaju zdaj, markacist mora sam oceniti, kam postaviti markacijo, a ne. Včasih smo skupaj šli na teren, kam bomo markacijo narisali, pa smo rekli tukajle, pa smo se vsi strinjali, a ne. Pa naslednjo in takrat lahko hitro kakšen, malo tako od zadaj pošlepa, pa gleda samo, pa ne pove, kam markacijo narisati, a ne. Zdaj pa tako, da, gremo nekam v gozd ponavadi, nekam, kjer so tako nekako zaznavne, da vidiš, da je nekje tam, ali pa da že obstaja neka, pa ne planinska pot, nekaj izhojenega, tukajle imate, ne vem, tablico, gor imate 10 markacij, tako na žebljičku, zdaj pa glejte, tukajle gre pot, tukajle odcep, pridemo iz te smeri, dajte postaviti na drevesa markacije, da ocenimo vaš del, a ne, in vsak mora sam postaviti, se odločiti, na katero drevo, kam bo postavil markacijo, potem pa gremo z inštruktorji skupaj, pa ocenimo, pa se pogovarjamo, zakaj na ta drevo, zakaj na onega, zakaj smo se tukaj odločili, vsak se po svoje odloča in tako mora vsak sam razmišljati,
tako jih naučiš, kam markacijo postaviti. Če bi pa rekel, skupina je to 10 markacistov, zdaj pa gremo to lepo zmarkirati, se učiti markirati, povejte, kam boste dali markacijo, en prav tukaj, ta drug prav tukaj, a se strinjate, se strinjamo, ja, v redu, prav narišemo, kakšen, ki se malo pošlepa po domače povedano. Tako pa mora vsak sam razmišljati, povedati, kam bo dal pot, kako se odločil, zagovarjati tisto, kar je, pa jih nekako ocenjujemo, pripravljamo, šolamo, da potem so lahko samostojni. Podoben proces sem zdajle, mi je klik naredil, se zgodil v glavi pri opremljevanju športno-plezalnih smeri, ko si nekdo zamisel, kje bi šla neka smer in je potem treba svedrovce namestiti oziroma prvo luknje zavrtati, tudi če mogoče sploh pri lažjih smereh, kjer je več možnosti, imajo različne oči, bi različno zbrali, če tako rečem, in potem se tudi najprej ti jih pocahneš, recimo z trakom, potem pa pride inštruktor in pove in spregledaš to in argumentiraš in poskusaš in ti on pokaže, mogoče je bilo pa boljše tako in se tudi na ta način podobno verziraš. Ja. Tako da ni to tako samoumevno, kar malo razmečeš pa pol, tako karata. No pa, tako je, saj pa imamo še te nekako ene modelčke, markacije na les narisane, žebljičkam, ki ga zapičaš v drevo, glih to, potem pa to odstraniš, pa imaš za naslednji tečaj, pa drevesa niso postrihane, oziroma če se zmotiš, lahko popraviš, kak pa enkrat narisan gor, pa ne moreš več popravljati. Ja. Prej sva majčkeno se dotaknila te zgodovine in sem se zdaj tudi spomnil, da so te, ki si omenil, so bili trentarski vodniki ali gorenjski, kakorkoli že, te prvi ljudje, ki so hodili v gore, ko še poti ni bilo, so določene segmente ali pa take pomembne točke s temi, mi rečemo, možici označevali. Zdaj na markiranih poteh teh možicov pravzaprav ni, včasih se kje kakšen kup nabere, ker ljudje kamenčke odlagajo, ampak po teh brezpotih je pa še dostikrat kakšen možic, ki je. Ja, brezpotja niso stvar markacistov. Ja, je pa, ljudje se označijo, da kje kakšen možic še zmeraj stoji. To sem hotel tudi nadaljevati, da se počasi zgodi, znan je primer recimo iz Repovega kota, ko je pa nekdo mimo, bom rekel, Planinske zveze markacistov ali kakorkoli prišel s prejem, pa je sam začel nekaj cahniti. To je rekel, skrunstvo. Ja, točno to. Mi imamo planinske poti, katere označujemo, za katere skrbimo, za katero za vsako potjo stoji neko planinsko društvo, ki je odgovorno za to pot, ki jo markira, ki jo vzdržuje, in te poti potem mi vzdržujemo. Če nekdo po svoje poštriha, po ne vem kaj označi pot, prvič to ni estetsko, ker nekaj svojega nariše, takrat so bile, mislim, da je gor nekaj oranžne črte ali nekaj takega, nekaj označen mimo nas, to potem ni naše, ne vemo, kam to pelje, skratka, to je spet neka nova pot, spet nekam ljudi napeljuješ, kjer poti ni, pa tako naprej. Lahko se zgodi tudi, da nekdo markira pot, čeprav ni markacist, če to ni pot, pa jo morebiti markira ali pa označi tako, spet ni v redu, ker za vsako pot, za vsako planinsko pot stoji neko planinsko društvo, neka odgovornost, ker tudi to je nekaj. No, vsekakor, že tisočletja ljudje živimo v nekih skupnostih, kjer so neka dogovori, pravila, sicer pride do anarhije in tako naprej, pa ne bil to tav, ampak tudi na tem področju je tako, ampak hotel sem pa pravzaprav to izpostaviti, da kakršnokoli označevanje mimo uradnih poti, torej mimo markacistov, je pravzaprav
nesprejemljivo, nedopustno in Ja, enostavno narobe. Se tega ne sme početi. tako je, seveda, to je, mislim, da tudi v zakonu piše, da je pač, No, pa še nezakonito. še nezakonito, da je tudi kakšna kazen, a ne. Tudi tako, a ne, če mi hočemo nekam pot, speljati, prestavljati, tudi mi moramo imeti vsa soglasja tistih lastnikov, gozdov, lovcev, a ne, skratka, cela procedura je, da ti neko pot spelješ nekje, a ne, zdaj pa, da en gre mimo vsega tega, to je pač tudi kršenje vseh zakonov, predpisov, to ni pametno delati, a ne, to je vandalizem, po domače povedano, ne, to kaj druga. Kaj pa, ne, pa kako je že, ne, če že hočem kamen metati, moram najprej se pogledalo nastaviti, ne, ampak kaj pa bližnjice? Bližnjice so, rekel, rak rana, to je pa. Bližnjice, ja, pot delamo tudi zaradi tega, da ljudi usmerjamo na pot, da ljudje po poti hodijo, da pot lahko mislim, da narava ne, dela škode, da pač, narava, voda, predvsem tukaj govorim, a ne, zdaj pa, če začnemo mi delati bližnjice, bomo prvič tam, trava lahko neha, mislim, ta travna ruša se ne, obnovi več oziroma pot se naredi tam, če ni več trave, če ni več, vegetacije, tam začne voda odnašati material, in ko se pa enkrat začne to dogajati, pa potem gre, stvar, skozi slabje, a ne. Zato hodimo po teh, bližnjice probamo sanirati, umikati, preprečevati, ampak to je včasih nemogoče, ne, taka pot je gor iz Savice do Komne, ki je vse v teh cikcakih gor, tam vem, da je bilo zmeraj problem s temi bližnjicami, a ne, vsako serpentino hoče nekdo skrajšati za tistih par korakov, a ne, ampak s tem krajšanjem dela nam več škode, oziroma koristi ne nobene, dela samo škodo, a ne. Teren se tam podira, voda začne odnašati, skratka, to je pač, to ni. Težave. Težave, tako je. Skratka, bodimo, v duhu dobronamernega planinstva, a ne, gorništva, kakorkoli, in se držimo planinskih poti in se izogibamo bližnjic. Sploh bližnjic, ja. Sicer pa saj dostikrat vemo, kako je s temi bližnjicami, ne. Ja. Mnogokrat Bližnjica je najdaljša pot do cilja, Tako. kako rečejo. Ja, in tudi te bližnjice so praviloma neurejene, mislim, praviloma, seveda niso urejene, ampak dostikrat so tudi tam kakšni problemi lahko, ne. Ja, Stopne, stopničaste, ja, štrli, kamne seveda. se podira, drsi. Ja, tako je. Za bližnjico ne skrbimo, a ne. Ja, točno to. Bližnjica je pač neka dodatna nevarnost za tistega, a ne, pa še to, a ne, ker uničuje pot s tem, a ne. Če bi zdaj kakšnemu, ki bi ga recimo zanimalo, pa to sem že malo razmišljal, pa mogoče sem zdajle tudi tole slišal, pa jaz tole, mogoče bi pa to bilo zame. Kaj lahko tak posameznik, posameznica naredi? Tečaj. Ja, ne, tako. Ja, če koga to zanima, če komu to všeč, obstajajo pač preko društva, planinskega društva, stopaš v markacijske vrste, društvo te pošlje na tečaj, ki jih je vsak let kar nekaj, vsaj 3 tečaj, za markaciste. Tečaj je od petka do nedelje, se pravi tridnevni tečaj, pa še tako, no, zdaj po ta novem imamo, 3 kategorije, A, B, C. Markacist A je, to se pravi osnovno znanje, risanje markacij, čiščenje poti, nameščanje smernih tabel, to je markacist A, to se v teh 3 dneh naučiš, poleg tiste teorije, kar je za planinstvo pomembna, ne. In potem si že sposoben, da neko pot markiraš, obnavljaš markacije, čistiš, tiste veje tam odstranjuješ, a ne. Naslednji tečaj je B, kjer že začnemo s temi, lesenimi varovali, to se pravi stopnice, bočne zaščite, erozijske zaščite,
kakšna ograja, se pravi delo z motorno žago, tudi naučiš se potem, kam smerno tablo postaviti, a ne, ker na A tečaju samo postaviš drog, namestiš smerno tablo, na B tečaju pa že določiš mesto postavitve te smerne table, vsebino te smerne table, potem pa še C tečaj, ki je pa za te visokogorske akcije, klinije, klenice, pa tako naprej, ne. Pa po teh 3 dneh si ti že markacist, a ne, s temi znanji, potem pa to znanje lahko nadgrajuješ, od enega do drugega tečaja, mislim, da je 2-3 leta more preteči, pa se udeležuješ akcij pa delaš. Pa si v fajn družbi. Družba je pa zmeraj fajn. To je, se pravi, tako kot sva v začetku rekla, ne, če ni tega vzdušja, če ni tega, boš težko šel na akcijo, ne. Ja, si predstavljam. Lahko si pa tudi najvišja stopnja, recimo je pa inštruktor. Ja, to pa tudi, če pač vidiš, da bi to svoje znanje predajal naprej, se narediš izpopolnjevanje za inštruktorja in si markacist, inštruktor, kateri pol vodijo tečaj oziroma sodelujejo na tečajih, to znanje predajajo markacistom naprej, a ne. Pa tako, da si nekaj več, no. Ne nekaj več, No, pač znanje predajaš. lestvici Ja, tako je. izkušenj, znanja in usposobljenosti, ja. Skratka, vsak, ki bi ga to želel, se lahko oglasi. Matično društvo je ta prva, rekel, tista izhodna točka, se poiščeš markaciste, zdaj, če glih v tvojemu matičnemu društvu ali pa tam, kjer si ti, teh markacistov nimajo, daj pa probaj kje drugje, a ne, morebiti imajo tam kje, ali pa vprašaj, saj, morebiti pa raje iščejo markaciste, a ne. Samo takrat pol nimaš nekoga, ki bi se lahko z njim delal, se pa priključiš drugam, ampak naučiš se, pa dobiš ekipo, pa začneš delati, a ne. Je precej društev, ki nimajo markacistov, je kar problem nekje. Si potem pomagate različna društva? Ja. Eni tele območne skupine imajo kar redno vsakoletno skupne akcije, da grejo drug drugemu pomagat. Mislim, da je Dolenjska tukajle kar zgled nam vsem, ker organizirajo ogromno akcij, se dobijo Dolenjci skupaj, danes eno pot, naslednjič drugo pot, kar take, Bravo. Več društev skupaj opremijo pot, mislim, poskrbijo za eno pot. Konec koncev tudi tejle dnevi markacistov, ki jih imamo vsako leto, ne, to je bila želja pokojnega Toneta Tomšeta, da bi se markacisti enkrat na leto nekje dobili, zbrali, izkušnje izmenjali, a ne, in to je na začetku bil Tončkov dan, pa smo potem nekako izglasovali, da je to dan markacistov. Mislim, da je to prvi vikend v juliju ponavadi, kjer povabimo vse markaciste, da pridejo nekam na teren, tam poskrbimo za poti, a ne. Te dnevi so skozi bolj obiskani, mislim, da jih je bilo lansko leto okrog 200 v Bohinjskem koncu, in taka vojska že nekaj naredi, a ne. Lepo. Je pa to kar zalogaj za tistega organizatorja, a ne, to se pravi, za teh 200 ljudi moraš prostor pripraviti, moraš poti najti, moraš to vse potem razvoziti okrog, a ne. Pred leti smo imeli nekje, mislim, da v Bovcu, oziroma v Tolminu, je bilo kar malo sem takrat še zraven bil, delal kar precej te logistike, te samuneke, pa seveda tam ljudje tudi niso na domačem terenu, kam iti, kako iti, katero pot vzdrževati, je to kar logistično precej zahtevno, ne. Pa še toliko ljudi na terenu, ne. Ampak tako majčkeno v šali, ne, to so zares sladki problemi, če je toliko veliko ljudi, ki je pripravljeno delati. So sladki problemi, malo glava boli, ampak potem, ko to stvar spelješ, če se prav postopiš, je to, imaš v svojemu, mislim, na temu nekemu enemu teritoriju ogromno dela narejenega, ne. Ja. Si pa predstavljam, da pač vsak, ki bi ga to zanimalo, nek tak predpogoj pa je, da je neka želja po delu,
pa pri učenju, pa po Ja, druženju, pa seveda, ne. preživljanju, fajn Tako- posrati. Tako kot sem že v začetku rekel, ne, ljubezen do planin, do gora, rad hoditi, fizično aktiven biti, dobro družbo imeti, se zabavati, nekaj koristnega narediti, pa ne biti, ne sme ti biti žal tistega časa, ki ga tam zapraviš, ki je koristno porabljen, a ne. Ja, vsekakor. Je pa tudi en način, kako se na nek način pomaga planinskim potem določenim, pa tudi vam markacistom, in sicer zdaj že 8. leto, od 2018 naprej, če se ne motim, poteka akcija Najplaninska Najplaninska pot, pot, ja. v sodelovanju s partnerjem Zavarovalnico Zavarovalnica Triglav. Triglav, ja. In sicer letos mislim, da je 6 planinskih pot, med katerimi lahko vsi mi glasujemo, in tista, ki bo izbrana, ki bo dobila največ glasov, bo potem dobila Nekaj ekipo in neko finančno injekcijo, kjer boste potem šli in poštimali Tako je, par ja. stvari. Glavno je tista finančna injekcija, ne, saj ljudi hitro dobiš, a ne, ampak včasih so kar stroški za te planinske poti, a ne, včasih je to bilo več ali manj na strani društva, ne, zdaj so pa že neki sponzorji, ta akcija Najplaninska pot, a ne, kjer lahko vsak glasuje za svojo najljubšo pot, in kot tista pot, ki zbere največ glasov, mislim, da zavarovalnica nameni neka sredstva, da se potem ta pot obnovi in se predstavi kot tista, da je takrat tista pot obnovljena z nekim sponzorskim denarjem, a ne. Pač nekako tudi populariziramo ostale poti, ne samo, rekel, tisti Triglav pa ta visokogorje, tudi v Sloveniji imamo 10.000 kilometrov poti več, a ne, ni samo Triglav, a ne, tudi kaj druga. Pa tudi gre zraven, se mi zdi, še pri tej akciji za neko ozaveščanje ljudi, vseh nas uporabnikov, če tako rečem, ne, teh poti, da po eni strani se moramo zavedati, da nič ni večno, ne, tudi poti, tudi če ni neke posebnega dogodka, ne, kjer se pot poškoduje, se pa s časom poškoduje, ne. Ja. Skratka, da se vse to dogaja in da so poti potrebne obnove in da so za tem določeni ljudi, tako kot so začela, ne. Tako, ja. In pač skrbite za to, ne. No, sej, tudi to sem hotel izpostaviti, ne, pač tudi nekako promocija našega dela, da je treba tako kot si rekel, za poti skrbeti, da to ni enkrat narediš, potem pa skozi, a ne, to je pač včasih tudi letno, vsaj na to, ker vsake toliko časa treba pot obnoviti, na novo narediti, ljudje tudi preko take akcije markaciste nekako spoznajo, vejo, da je to treba delati, a ne. Ker imam občutek, takrat, ko sem začel, markacisti nismo bili toliko poznani, nismo bili toliko v medijih, no, potem smo se počasi začeli malo pojavljati, zdaj nas pa že kar precej poznajo ljudje, a ne, ker smo takole malo v medijih, kakšna reportaža se kdaj ki naredi, kakšen časopis kaj napiše, skratka, smo skozi bolj poznavni, ne. In prav je tako. Seveda. Ker vseeno, če majčkeno pomisliva, pa ne, brez planinskih poti bojo gore nam zelo težko dostopne. In tega so se zavedali že naši predniki, ne, zato tudi se ta aktivnost in vi pravzaprav držite to kolesje, da se vrti, prenašate to tradicijo, znanje in pač, da nam vsem omogočate, da lahko zahajamo. No, Slovenci smo planinski narod, a ne, pač obožujemo hoje v hribe, hoje v gore, a ne, zato imamo toliko planinskih poti, za katere moramo skrbeti, a ne, in ja, tako je, a ne, že poti so namenjene za to, ja, da hodimo, da se rekreiramo, toliko poti imamo, to je naša zgodovina konec koncev, a ne. Kulturna dediščina. Tako je, tudi to nekaj, ne.
Skratka, pojdite na splet, če ne drugega, vtipkajte Najplaninska pot, pa vas bo usmerilo na povezave, pa dajte glas eni izmed 6. Mogoče že, ke sva pri spletu, sem se zdajle spomnil, da tudi na strani Planinske zveze Slovenije, že na prvi strani, tako desno zgoraj, je eno okence, kjer je možno sporočiti to, kar sva prej govorila, če je kakšna poškodba na določenem odseku poti, ne. Pa bo, če na dotičnem društvu, odseku, no, tega še ne vejo, bojo lahko tudi ljudje dobili oziroma poslali to sporočilo. Prvič, to obstaja potem na spletni strani, pa tudi, mislim, da je bil glih prejšnji teden, 14 dni nazaj, spet predstavljena ta nova verzija MAPZS, to se pravi interaktivni planinski zemljevid. Tudi tam noter obstaja neki, okenček, neki klik, kamor lahko sporočajo vsi uporabniki planinskih poti te poškodbe na planinskih poteh. Karkoli se mu zdi, da je za popraviti, da je nekaj za sanirati, lahko še poslika in to pač se zbira, na Planinski zvezi, potem je pa skrbnik kar direktno obveščen o neki situaciji, pa potem gre pogledat, oceniti, kaj popraviti, kako popraviti. Skratka, stvar se veliko, hitreje lahko sanira, ker sva že prej govorila, a ne, 10 000 kilometrov, 900 markacistov, da to vsi vsako leto obhodimo, pa tudi če obhodimo, lahko je že naslednji teden neka poškodba, ne. Če na začetku sezone greš po eni poti, pregledaš, rečeš, je vse v redu, naslednji teden pride neka nevšečnost, se lahko stanje že spremeni, a ne. Tako imamo pa nekako ažurne podatke ves čas iz terena, a ne. Lansko leto smo popravljali Triglav, glih dobro smo prišli dol, analizni sestanek smo imeli konec septembra, je bila že javljena ena poškodba nekje na Triglavu, a ne. Ja, če kaj, pa vemo, kako je v gorah, narava pa nepredvidljiva in kako se stvari skozi spreminjajo, in tudi to je treba vzeti v zakup, tudi v smislu tega, kar pa pravzaprav zdaj že lep čas govoriva, a ne. Ja, to pa pač, mislim, da je tisti, ke hodi v hribe, v gore, da more se pozanimati, kam gre, kako gre, na vreme pogledati, skratka, to je vse, a ne. Morebiti ena zanimivost, tam vedno pride na misel, dolgo nazaj, mislim, da je bilo to leta 90, 92, smo delali ponce iz Tamarja gor. Takrat smo še vse na hrbtih nosili, to je bilo julija, vroče je bilo, iz Tamarja do Ponce 3 do 4 ure nekako hoje, mogli smo gor znositi par 100 kil materiala, agregate, jeklenice, kline, seveda tudi za sebe smo mogli poskrbeti s hrano, pijačo, za preobleči, a ne. Delali smo cel dan na terenu, vroče je bilo, voda je že vsa šla, vračali smo se nazaj, že kar precej, utrujeni, nazaj to se pravi, iz Visoke Ponce na Srednjo Ponco, sem rekel: "No, saj tamle na Ponci imamo pač še eno vrečko, noter imamo še ene par paradižnikov, bomo se tam, 3 smo bili še, se bomo tam vsaj majhno usta osvežili, a ne, po tistem napornem dnevu." Hkrati so pa tudi kolegi, ke so nesli gor, šli dol v Tamar, pa še nosili gor, dodatno tekočino, a ne. Sem rekel: "No, bomo se majhno osvežili, pridem nazaj." Jaz sem bil majhno bolj spočit, malo bolj fit, pridem do tja, iščem tisto vrečko noter, nikjer tiste vrečke s paradajzi, nič ni bilo. Odzadaj je bil en kolega, moj brat, ja, ke je bil že malo bolj tako, malo bolj utrujen, že malo dehidriran, a ne. Sem rekel: "Nič, šibam jaz naprej, dol proti Tamarju, da dohitim tiste, ke grejo gor z vodo, da vzamem pa prinesem nazaj, a ne." Šibam dol, dohitim 2 gospe, pa pravi ena: "Kaj so bile vaše pomidorice?" Jaz sem tako gospa, ja,
Ma sem rekla, da dam za vsak kilo pomidori, za vsako pomidorico, če pridete v Gorica. Ja, tiste je bila res. Dve gospe sta se napotila iz Tamarja, greva proti Jalovcu, se pravi julij mesec, v največji vročini, s sabo sta imela čutrco vode, sta prišla do Smerokaza, glejte, Ponce so pa bliže samo 3 ure, greva na Ponce, čutrco vode pa take kar priletne tam, neodgovorno, bi tako rekel, ne, in zaradi tistega je nam lahko, bi rekel, skoraj akcija propadla, ne, ker en je bil zelo dehidriran, računal na tiste pomidorice in vseeno potem sta plačala pivo v Tamarju. Ampak točem povedati, a ne, s čutaro vode na Ponce, 3 ure hoje, pa čisto nič drugega nista imela s sabo. Ja, sej. Ljudje niso, pač to je tista odgovornost, ki ves čas govorimo, a ne, kam jeti, kako se napraviti. Vsekakor, in to vedno znova ponavljamo, da predvsem odgovorno se moramo lotevati vseh naših ciljev v gorah. Ko pa je ravno maj, ne, planinska sezona v naših gorah še ni začela, in pravzaprav veliko ali pa dobršen del planinskih poti je še vedno pod snegom. Mnoge številne markacije in druge označbe so pod snegom, se še ne vidijo, in to v teh razmerah pravzaprav zelo otežuje navigacijo, iskanje poti že v lepem vremenu, kaj šele v slabem, ne, ko je vidljivost slabša, v megli ali v oblačnosti. Tako da tudi to moramo zdaj v teh konkretnih razmerah imeti v mislih, tako je. v mislih, ne, ko se doma, ko smo še pri pripravah, ne, odločamo, kam bomo šli, ne. Ja, sicer letošnja zima ni bila dosti bogata s snegom, ne, ampak kljub temu po visokogorju je še precej snega. Ne celotna pot, ampak so posamezna snežišča, markacije so skrite, mi markiramo pač za takrat, za letne razmere, ne za zimske, ne, visokogorje pač še zima gor, a ne, kljub temu, da ni veliko snega, ampak vseeno, markacije so morebiti še pod snegom, so snežišča, treba biti primerno opremljena, ne, čeprav je tukaj dol že pomlad, poletje, ne, vse, ampak ko se odpravljamo v visokogorje, previdnost na mestu oziroma vedeti, kam gremo, ta pravo opremo, pravilno se opremiti, pravilno se orientirati na cilj pa tako naprej, ne. Če pa se izgubimo, pa čim prej na točko, kjer smo še vedeli, kje smo, pa se obrniti, pa iti nazaj na varno, pa bo že počakalo, ne. Tako, ja, gore počakajo, ne, saj tudi, če je kakšna pot včasih malo slabo zmarkirana, ne, pa kakšen zaide, takrat, ko ni več markacij, greš nazaj, tako si ta zadnjo videl, pa potem iščeš naslednjo, ne. Pol pa rečeš, glej, tamle sem pa se malo izgubil, pa kakšno markacijo več narišite, a ne, pa bomo že razumeli, pa se tudi toliko gre noter v Vsi pa smo se že kdaj izgubili, ne. Tudi verjetno najbolj izkušeni gorniki, planinci, alpinisti, kakorkoli, in zlasti v slabšem vremenu, ne. In vsi vemo, kakšen je občutek, ko se tam nekje po skalovju, ko se v notranjosti človeka že prej malo kuha, pa tista stopnja strahu se počasi veča in potem se tako vidi tisti rdečo-beli znakec in kakšen občutek olajšanja je. Ja, velikokrat sem že tudi sam imel tak občutek, pa veliko zgodb poslušaš, slišiš, a ne, v tisti megli, v tisti, ko iščeš, ko tavaš, ko te lovi vreme, čas, karkoli, a ne, in pred sabo zagledaš Knafelčevo markacijo, ko vse od tebe pade, ko kakšno olajšanje, glej, na pravi poti sem, gremo naprej. In zato se zdajle tole priliko izkoriščam, da se tebi osebno zahvalim in vsem vam ostalim markacistkam, markacistom, ker z vašim prostovoljnim delom pomagate in delate za vse nas pravzaprav.
In mogoče dodam še to, če želi kdo konkretno prispevati, lahko tudi na strani Planinske zveze se najde ena povezava, preprosta, kjer lahko z SMS-om pod 5 namenite na številko 1919, simboličnih 5 evrov. Vse vemo, korak po koraku, pa pridemo pred vrhu, tudi evro na evro, zato da lahko, tako kot si že tokrat omenil danes, stvari stanejo, tudi vi imate stroške, kljub prostovoljnosti, vseeno se na koncu leta nabere in zato, da bo nam vsem lažje hoditi v hribe, pa vam lažje pri delu, lahko tudi na ta način pomagamo. Sicer pa, Boštjan, še enkrat res iskrena in najlepša hvala in vse dobro. Hvala lepa, ja. Jaz upam, želim, da bojo vsi varno hodili po naših poteh. Skratka, glejte Knafelčevo markacijo, pa pejte po poteh. Pa po pameti, ne? Pa po pameti, seveda. Super. Pa kakšno pomidorico s sabo. Rajš več kot malo, ja. Hvala. Prosim.